No, lepo pozdravljeni, Martin, iskrene čestitke in čestitke tudi ekipi, ki je sodelovala pri nastanku tega filma. V bistvu po ogledu takega filma, sploh če si bil v prostorih akademije prisoten, če si te prostore doživel in vsi tukaj prisotni smo jih, se je kar težko zbuditi, jaz sem se kar zasanjal, najbrž ste se vi tudi. Martin, veliko spominov je s tem povezanih, s tem filmom, kar se mene tiče kot gledalca. Kako pa si ti kot ustvarjalec doživljal, ko si v bistvu se s to temo soočil, kako so se pa tebi, ker ti si v bistvu seveda imel kot ustvarjalec besedo, ampak skozi akterje in študente, kako si pa ti zdaj podoživel to obdobje? Ti je pustilo kako čustveno sled, ko si montiral, si se tudi sam spomnil kakih svojih sanj, svojega Monte Carla? Hvala, se pravi, saj tukaj se vidi, da se je ta Monte Carlo skozi desetletja, njegova vloga se je spreminjala, se pravi njegova funkcija se je spreminjala, najbrž nekako mogoče siromašla ali pa tudi ne, predvsem mogoče v zadnjih 10 letih, ko se je akademija razširila na več lokacij, pa že znotraj tega, ko se je znotraj hiše širila, od začetka je bilo pa to res edina točka srečevanja, druženja in tako naprej. Tako da jaz sem v nekih časih, ko se je ravno začelo ta poplava lokalov, tudi okoli akademije in tako naprej, ko se je počasi začelo mogoče vodeneti ta center, nekako je začel izgubljati mogoče na teži, ampak podobne stvari so se dogajale, tudi zgodbe, ki jih tukaj nismo slišali, v bistvu vsaka generacija je imela veliko zgodb, ki niti ne bodo nikoli prišle do ušes gledalcev ali pa ker so pa zelo intimne in tako naprej, tako da sem hvaležen tistim, ki so si upali biti intimni, pa najbrž ste tudi videli tiste, ki so se delali ali pa ki niso upali biti ali pa tako naprej. Tako da zgodbe, ki sem jih jaz doživljal, predvsem mogoče v tistem času, ko smo delali eno gledališko predstavo v 3. letniku, takrat sem se največ tam zadrževal, s tem, da takrat so bili moji sošolci že stari mački Monte Carla, ampak to je bil res eno gnezdo je bilo, no, tako da več ali manj zelo podobne stvari, ki so tukaj ven prihajale. Zdaj za tiste, ko si jih ravno omenil gledališko predstavo, Martin, ti si bil v eni generaciji, pa me popravi, jaz sem takrat šele prišel na akademijo in sem imel tudi sam, ko sem gledal tebe, pa Lapajneta, pa Mašero, eno tremo, ste mi predstavljali idole in neke osebe, ki sem dejansko imel tremo in tudi pred Monte Carlom se spomnim, meni je bil na začetku, sam sem ga gledal z neko distanco, pa mi povej, kako pa je potekala ta predstava, mislim, a takrat v letniku ni bilo nikogar od režiserjev in si potem ti ta Monte Carlo kot ustvarjalec doživljal? Ja, ne, v bistvu je bilo tako, da ni bilo, po 1. letniku so nekako vrgli naše sošolke, režiserke, oziroma so jim svetovali, da jih ne vidijo nekako v tem ali pa v svojem letniku in potem je bilo od tega drugega letnika naprej so bili brez režiserjev in so potem za 3. letnik sta želela nekoga od nas, oziroma so... Kdo sta bila to mentorja? Mentorja Jovanovič Hočevar, se pravi Riflja pa Jovanovič, tako da in za enega so se bali, če bo en zmogel, pa so pol dva določili nekako skupaj, da bo skupaj zmogla. Katera predstava? To je bila Šala za žene, ki je bila neka adaptacija Šole za žene po Molieru, ker pač v 3. letniku se delajo klasični teksti, mi smo to adaptirali na nek primestni teater, ki je v fazi privatizacije in pripravlja to predstavo in potem se okoli teh certifikatov in pač bila je taka neka vzporedna zgodba v zgodbi. No. Se pravi, si potem, ker mi, ki smo imeli filmski oddelek, smo bili eno nadstropje načeloma nižje, ne, in smo Monte Carlo zahajali v bistvu v prostem času na nek način, ti si pa potem skozi to predstavo doživljal tole, se pravi vaje večerne, tudi učenje teksta, tudi ne vem, kakšni napotki igralcem. Ja, ker smo tudi sami pisali tekst, so bile to zelo dolge ure prepričevanja, zakaj ja nekaj, pa zakaj ne, ker so imeli vsi svoje ideje, seveda režiserji pa vedno mislimo, da vemo največ ali pa najbolje, kaj je dobro, tako da je bilo veliko teh črtanj, veliko verzij, ki so se zgubljale pol naenkrat, slučajno ta najbolj črtana, najboljša je zginila, pa smo po spominu spet iskali smo jo po Monte Carlu, po vseh omarcah, ker nekomu ni bila všeč, pa jo je skrival, ker je mogoče njegov tekst zmanjkal, tako da
Mislim, bilo je pač romantično, kako se temu reče. Če se pojavijo kakšno vprašanje, dvignite roko, pridem do vas z mikrofonom. Drugače pa, Martin, zdaj na nek način se vidi, ne, po zadnjih posnetkih, ki jih imaš v filmu, ki ste jih naredili, čas je kar načel to stavbo in čas tudi na nek način narekuje, da se ta akademija kot stara akademija poslavlja in Monte Carlo tudi, in da film je narejen v pravem času, resnično je možno narediti en celovit pogled nazaj. Kako pa gledaš dejansko na to odhajanje iz tega in nove prostore? Vidiš kje zametke novega Monte Carla? Ja, v bistvu ta film je nastal, ali pa ta glavni impuls je bil v tem, da bi morali že zapustiti to stavbo do konca aprila, pa potem do konca maja, potem se je to podaljšalo nekako do julija in zato smo hiteli s snemanjem. Zdaj se bo to očitno podaljšalo še do februarja, ker naj bi se pač vendarle se ponuja neka možnost, oziroma naj bi Univerza v Ljubljani adaptirala to stavbo bivše kemije na Škrčevi 5, kjer pa bo seveda potem še zmeraj enoletna ali 1,5-letna luknja do vselitve, do izgradnje in tako naprej. Tako da to je bil tudi glavni nekako poriv in seveda zdaj ravno sodelujem pri teh načrtih za to Aškerčevo in je en problem, ne, ker so predvidene ločene garderobe za fante in punce za vsak letnik posebej, tako da bojo 3-4 imeli svojo garderobo, ne. Tako da to je seveda po standardih in tako naprej, tako da dosti teh zgodb bo najbrž zelo čudnih čez 5 let nekomu, ne. Tako da. Mislim, tole gnetenje, ki smo ga na akademiji doživljali vsi, to sigurno, ne, v novih prostorih. Zdaj pa še ena zadeva, glede na to, da sodeluješ pri teh prostorih novih, a veš, kaj se bo zgodilo s tem Monte Carlom v bodoče? Kaj načrtujejo frančiškani? Ne vem, direktno se nisem pogovarjal, ne vem, ali bo to res, ali bo kakšen hostel katoliški, ali bo to, slišal sem, da bo to tudi nek kot en dom ali za resocializacijo tistih, ki so bili odmaknjeni na rob družbe oziroma ali v zaporih ali tako naprej. Tako da ne vem, kaj točno je namen. Vsekakor pa očitno na srečo se ne mudi s tem projektom toliko, da se vendarle še pušča akademiji, da do neke nove lokacije, pa vsaj še teh pol leta bo lahko. Zdaj še za zaključek ena zadeva. Martin, mogoče ne vedo vsi, ti si delal kar 3 filme o zgodovini akademije. Eno je bil, mislim, da bom prav izgovoril, EGRFT, nekako tako. Pol je bil Kava, projekt Kava, nekdani Art Cafe, ki je že tudi nekdani, v bistvu je bil nekoč prodajalnica tiste, ko smo iz Fellinijevih filmov vajeni, ko je pult, pa do pulta prideš, pa ti trgovka vse da, ti samo pokažeš kje. Se pravi, si to zgodovino akademije kar aktivno beležil. Ja, mislim, to je res slučaj, da je bilo pri Kavi, je bilo res to, da so rekli, da bojo pač čez en teden zaprli in da so na šoli nam, to so bili zadnji metri obračilnega traku, tako imenovanega, se pravi, to je ta, kot poznate iz Diafilmov, to je bil reporterski filmski trak za filmske novice, ki se je sproti razvijal in montiral za TV novice, in ko so ga nehali razvijati, samo še mi smo ga na akademiji uporabljali za vaje, in so se en trenutek rekli, to je predrago, da mi zdaj samo zaradi akademije imamo to župco za razvijanje in cel razvijalni postopek, in so nas pač obvestili pred koncem študijskega leta enega, da bo konc tem postopkom, in so bile še zadnje role v hladilniku in takrat smo bili prvoletniki in so nam pač tistih 2-3 role so ostale, so rekli, naredite kaj, kar šte, in se je ravno ta Kava zapirala, da se bo prenovila v to, kar je bil potem Art Cafe, in smo imeli priliko posneti to Kava bar, ki je bil en prvih, če sem prav razumel, to bo mogoče starejši vedeli, enih prvih ne kavarn, ampak barčkov v Ljubljani, tako da to je bilo pač takrat poriv, da se to naredi, ja. Tisti EGRFT je bil pa v bistvu en štosen tak film, ki smo ga naredili, ker smo šli v Zagreb na srečanje z kolegi iz Zagreba, ki so nas povabili za naše filme, in smo naredili eno predstavitev pač za štos. Skratka, lepo, Martin je zabeležil kar nekaj korakov v zgodovini akademije. So kakšna vprašanja? Ja. Ti si pa kar daleč. Pridi. Če se še kdo ponudi, ker evo, bom jaz prišel na pol poti. Izvoli.
Ja, živo. Živijo. Živo, čau. Mene je bil film zelo všeč. Bi pa vprašala, kako to, da ste se odločili za tak način pripovedi, se pravi, da je glasbe v resnici zelo malo, ne? Da bolj povezuje in da v resnici, ko oni govorijo, da se osredotočimo samo na njih. Ja, mislim, da pač, če bi najbrž, ne vem, če bi računovodje govorili o neki stavbi SDK-ja ali pa ne vem, finančnega ministrstva, najbrž res ne bi zdržali tega. Tle se mi je zdelo pa, da so vsi pač tako igravci ali pa, no, niso vsi igravci, ampak ali so pa povezani z igralstvom in da njih, mislim, toliko nekih emocij, spominov prihaja iz njih, da so tako elokventni in tako naprej, znajo tudi spregovoriti o čustveni plati, da je to tak dokument, da preprosto posegati v to in to izumetničiti oziroma z tega narediti nekaj drugega bi bilo pač, bi škodil pač temu spominu zgodovinskemu, ki je že tako seveda skozi spomine najbrž nekako ukrivljen v neki optiki, a ne? Tako da se mi je zdelo, da to nekako nosi neke emocije in neko pripoved, kjer mogoče tudi, če bi mogoče po neki logiki kaj lahko izpustil, se mi je zdelo, da ne morem, da na neki točki ne smem preveč posegati v to. No. Še kakšno vprašanje? Sicer bom povabil vse prisotne na druženju pred dverjem. Martin, še enkrat hvala. Ja, hvala. Čestitke tudi ekipi in hvala ekipi. Jaz bi se zahvalil ekipi, tako da mislim, od ekipe je tukaj Olga Žerka, v zadnji vrsti, lepo prosim, hvala. To je bilo res. Olga Toni Montežerka, ki je z mano šla čez vse to, tako da brez nje filma ne bi bilo. Mislim, da od ostalega dela snemalne ekipe, kolikor vem, ni nikogar, ne? Tako da od nastopajočih pa tudi ene par, mislim, da se vas je tukaj zbralo, tako da po moje boste v avli, lahko bomo skupaj se pokramljali še in še kakšno, bomo slišali mogoče kakšno zgodbo, ki ni bila za naplatno, no, tako da. Ja, se na koncu mora ostati isto, ne, da določene stvari, ki se zgodijo v Monte Carlo, ostanejo v Monte Carlo. Hvala lepa vsem, hvala Martin, hvala ekipa, gremo v preddverje.